Zdravljeni, z vami Semenka in danes bomo govorili o tem, kako lahko na čustveni ravni vnesete v svoj živčni sistem več miru in več varnosti. Ker glejte, naše telo se odziva takrat, ko imamo neko nervozo, občuti, da bi moglo ali bežati ali pa se skriti, in se pravi, to je ta odziv našega telesa na boj ali beg. In predvsem čustva. Zadnjič smo govorili že o tem, kako pomembno je, da na telesni ravni imamo nek ritem, da nahranimo telo, da ga napojimo, da mu damo spanje. Ampak na čustveni ravni pa še bolj pomembno. In zdaj sploh tisti, ki imate opravka z ljudmi okrog sebe, ki imajo narcisoidno osebnostno motnjo, ki imajo razne, recimo, ne vem, danes sem bila pri zobozdravniku, pa sem potem šla v lekarno. In ena gospa je spraševala za svojega moža, je rekla, ja, ampak meni se zdi, da bi rabil bolj močne antidepresive. On pač spraševala je lekarnarco. In v lekarni ta gospa reče, se reče lekarnarca, pač gospa, ki je farmacevtska strokovnjakinja. Je rekla, veste, to pa morate vprašati svojega psihiatra. Je rekla, veste, on vsakič, ko jaz spregovorim, mu stojijo lase po konci. No, kakorkoli. Če imate opravka s človekom, ki mu štrlijo lase po konci, ki je živčen in nervozen, kaj vas tak človek uči? Sigurno vam ne daje občutka miru, niti varnosti, ampak vam sigurno daje občutek nemira in občutek, da niste varni. No, in to je vaša lekcija, vaše osebne rasti. Ker poglejte, naša čustva so v bistvu tako kot voda, da se boste lažje predstavljali. Čustva so tako kot gladina jezera. In zdaj, če si predstavljate gladino, lahko je mirna, ali pa gladina morja, bonaca. Ko so pa, ali je v nas ta program, da naš dela grozne scenarije, ali pa imamo ljudi okrog sebe, ki delajo grozne scenarije in tudi scene, pomeni, da se pa mi učimo umirjati svoje notranje vode. In vam povem iz lastnih izkušenj, ki sem jaz imela en tak velik problem, in to je bilo, da me je bilo strah agresije drugih ljudi. Se pravi, jaz bom še bolj tiho, še bolj mila, še bolj mirna, še bolj bom gladila, samo da ne bom nekomu stopila na živc ali pa na prste, da slučajno ne bi nekdo povzdignil glas name. In to je v bistvu še vedno moja najšibkejša točka. Ne vem, recimo, ko sem pripravljala izlet za na Lastovo, pač s tem prevoznikom ene stvari ni videl en mail in je v štartu popenil. Jaz speljem stvari, ampak potem sem se pa pač zlomila. Enostavno ni mi dober. In zdaj poglejte, če je to vaš najšibkejši člen, se pravi, ko naletite na neko agresijo, pomeni, da se učite, ne da tolerirate vso agresijo, ampak da ostajate mirni takrat, ko nekdo vrši agresijo. In seveda, tisti, ki imate opravka s kakšnim alkoholikom, tisti, ki imate opravka z ljudmi, ki imajo narcisoidno osebnostno motnjo, pomeni, da imate velike izzive v življenju. Zdaj pa kako sebi dati varnost, ki jo ne dobiš od zunaj. To je pa zdaj zadetek na loteriji, dobesedno. Kaj je treba narediti? Pojdimo pogledati vzorce, po katerih delujemo. In zato pišem knjige, glejte, ko imajo čakre žur. Je en tak vodič, ki vam bo pomagal pri tem, da boste lažje razumeli, zakaj odreagirate tako, kot odreagirate. In takrat, ko imate v svojem telesu ta odziv boj ali beg kar naprej vklopljen, se redite v predel trebuha, imate velike podočnjake, se slabo počutite, ne morete se naspati. Pomeni, da je v vašem telesu shranjenega preveč stresa. Okuženi oziroma obremenjeni sta pa dve ključni čakri, in to je korenska čakra, ki je na dnu hrbtenice, se pravi na trtici, in kronska čakra. In vi ste v bistvu tako kot v nekem svojem primežu. Zdaj pa kaj bomo naredili?
Seveda, pomagajo meditacije, ampak najprej boste preverili, kateri so vaši podzavestni programi, da na ta način odreagirate. Ta boj ali beg. Ne? Jaz sem bila bolj v beg, skrimo se, počakajmo, bom še malo počakala, da bo minil. In vsakič, ko je majčken sončka posijal, zdaj bo, zdaj pa konc slabega vremena, zdaj pa bo. Pa je spet prišel nov oblak, pa je bila spet naprej drama. In na nek način sem bila že navajena to doma. In na nek način, ne na nek način, to so bile moje karmične lekcije, ki so bile potrebne, zato da sem zgradila svojo samozavest, da sem prišla do tega, kaj je meni pomembno, da sem začela tudi upoštevati svoje želje. In verjamem, da če gledate tale video, sigurno imate podobne lekcije. Se pravi, če zdaj mi pogledamo, kaj je tisto, kar najbolj vpliva na to, da imamo občutek, na čustveni ravni, da imamo občutek, da nismo varni. Se pravi, strah. Strah pred kritiko, pred boleznijo, strah. A veste, moram biti v stalni pripravljenosti, strah pred vojno, strah pred agresijo drugih ljudi, strah pred smrtjo, strah pred tem, da me obsodijo, strah pred tem, da se osramotim. To so vsi programi, ki so povezani z družinsko dinamiko in jaz vsekakor verjamem v to, da vse te programe prenesemo samo iz preteklih življenj. In sploh tisti, ki predelujete iz preteklih življenj, recimo obsojanje, sramotenje, sramotilne stebre, srednji vek, 100% imate vse strahove, strah me je, da umrem v mukah. In če imate v vašem življenju nekega mučitelja, ki kar naprej pritiska na vas, zakaj mislite, da ga potrebujete? Veste zakaj? Zato, ker je to karmična lekcija povezana s tem, da predelate točno tisti odnos. In pogosto so povezani ti odnosi z nekim, recimo zdaj najbolj se mi slika zadnje čase, se tako močno čistijo energije celjskih grofov, da vam ne morem povedati. Skoraj vsaka stranka, ki pride k meni na svetovanje, je na nek način povezana s to Štajersko, tako nekaj neverjetnega. Tako kot je bilo nekaj let nazaj, skoraj vsaka stranka, ki je prišla k meni na svetovanje, je bila neka povezava s Škofjo Loko, z mučenjem v srednjem veku. No, to, kar pa se zdaj le čisti, se pa celjski grofi in ta Friderikov stolp, kjer je bila mučilnica. In tam je tako težka energija. Jaz sem bila zadnjič na Celjskem gradu, vam povem, da ko sem samo stopila noter v ta Friderikov stolp, mene je začel dušiti glava, me je začela boleti. Sem šla na vrh stolpa, ampak ni mi bilo dobro. Ni dobra energija, res ni dobra energija. No, kakorkoli, če ste vi vezani na to, kako to preverite? Z mišičnim testom naredite čisto preprosto mišični test in rečeš, globoko v sebi občutim, da sem energijsko vezana na celjske grofe. Če jaz grem nazaj, jaz nisem. Ampak, če si, zdaj greš naprej in lahko preveriš, sovražim dušo tega pa tega. Ker verjetno ima svojega mučitelja v svoji postelji ali pa za družinsko mizo. Tako grejo te zadeve. Toliko blizga imaš, da mu ne moreš pobegati. Lahko je to tvoj nadrejeni, lahko je to šefica, da se razumemo. Lahko je, ne vem, oblastna mama. Verjemite mi, da tisti, ki vas muči v tem življenju, vas je mučil že v preteklem življenju. In naslednja stvar, najmočnejši, se pravi taka najmočnejša čustva, ki povzročajo, da se ne počutimo varne, da imamo kar naprej občutek telesa, da more ali bežati ali pa se skrivati, so 3 najmočnejša čustva, ki vibrirajo na najnižji temperaturi vibracij. To si lahko predstavljate na ta način, da recimo so čustva, ki imajo prijetno temperaturo, tam 27 stopinj, in so čustva, ki vibrirajo na zelo hladni vibraciji, recimo kot če bi bila temperatura
minus 20 stopinj, ki so ledena čustva. In ta čustva, ledena čustva, so strah, sram in sovraštvo. Ta tri čustva so pač najnižja frekvenca. In ta frekvenca, ko vi zaznate, in tudi jaz vidim, ko delam s strankami, ogromno ljudi v sebi nosi. Sovražim svoje telo, sovražim dušo tega pa tega človeka, sovražim določen kraj. Veste, koliko sovraštva se čisti? In zdaj se človek vpraša, kako da jim počistim sovraštvo. Mene je komar pičil, uporabljam aloe vera gel, pač en komar, ki ga nisem mogla najti in očitno še kar malca. Tako da, no, mimogrede, aloe vera gel je za vse rane, opekline, vdrgnine, pike komarjev in samo namažeš in neha srbeti. In tudi uteklina pač zgine. Ali pa če te pač čebela, osa, aloe vera gel, pa za sončne opekline, pa vdrgnine, pa za prehlaj, pa vneta ušesa, pa še kaj. Tako da mi imamo to. Pa jaz to uporabljam kot namesto tonika. Ko umijem obraz zjutraj in ko umijem obraz zvečer, dam aloe vera gel in noter je 10 zelišč. Tako da ena taka super zadeva, dobite je pa na moji spletni strani srečnoživljenje.si. Tam imam kozmetiko, ali pa napišete mail. No, pa ne pozabite, 10% popust, koda zdravje, pa še nekaj, s 15. 14. avgustom bomo imeli podražitev, tako da če želite, pač naročite v tem tednu, da dobite še po stari ceni. Zdaj pa poglejmo naprej, se pravi, če se vrnemo na to, varnost na čustveni ravni. In sem rekla, korenska čakra je obremenjena s strahom in kronska čakra, ker ne zaupaš v proces življenja oziroma premalo zaupaš, da Bog je. Premalo zaupaš, da se vse zgodi tako, kot se mora zgoditi. Nekako imaš občutek, da moraš vse sama, da nisi podprta, se pravi ta zaupanje v pomoč od zgoraj. In prepričanje, Boga ni. Preverite z mišičnim testom. Ne verjamemo angele, vera je za slabiče, vera je utopija. Čustev se ne kaže. Kdor joka je slabič. Pač preverite z mišičnim testom. In zdaj, kaj se zgodi? Lejte, ko imate vi prepričanja, da ste na nek način za vse sami, da ne morete nikomur zaupati. Enkrat vem, da sem se toliko nasmejala. Ena gospa je prišla k meni na svetovanje, cela v stresu, ni mogla spati. In njen program je bil, nikomur ne morem zaupati, tudi Boga moram imeti pod kontrolo. Jaz sem se toliko od srca nasmejala, sem rekla, pač, a si lahko predstavljate, uboga ženska ne more spati zaradi tega, ker more kontrolirati Boga. Ker ta stric pa res ne ve, kva dela. No, lejte, veste, mi marsikaj prinesemo s sabo v življenje ali pa imamo neka prepričanja, zdaj ta teža je pa kar zanimiva. Včeraj sem imela svetovanje z eno gospo, sva prek Zooma imeli svetovanje in sem jo spraševala, kako je pač zdaj to je ta drugič, ko sva imeli terapijo. In je rekla, da je teža, ki je imela naloženo na ramenih, dobesedno odpadla. Da se počuti lažjo. Ampak včeraj sva pa potem šli v zapise, sovražim svoje telo. Sovražim vse moške zaradi spolne zlorabe, ki jo je doživela, pač zapis je iz preteklega življenja. V tem življenju ni bila spolno zlorabljena. V glavnem, tako težko lekcijo ima za predelati, ampak vse povezan z bolečino, ki jo je doživela v srednjem veku. Zdaj pomislite, ko predelujete nekaj, pa se sploh ne razumeš, zakaj se ti dogaja, kar se ti dogaja. In potem, zdaj vam pa razložim naprej. Poglejte, kaj se zgodi, ko smo v kroničnem stresu. Naše telo zaradi kroničnega stresa ne more proizvajati serotonin. Serotonin je pa hormon, ki je ključen za delati. Serotonin je hormon sreče.
In zaradi tega, ker nam triptofan, ki je ključna sestavina za hormon sreče, porablja stresni hormon, enostavno mi ne zmoremo narediti nobenih korakov. In zdaj poglejte. Serotonin se nahaja praktično v vsaki celici, ampak največ ga je v možganih. In serotonin, se pravi hormon sreče, regulira delovanje celic, ki so odgovorne za razpoloženje človeka, delujejo na sposobnost pomnjenja, družabno obnašanje, spolne želje, delovno sposobnost in koncentracijo. Se pravi, ko imamo mi ta hormon serotonin, hormon sreče in zadovoljstva, mi vse zrihtamo. Vse nam gre po maslu. Radi smo z ljudmi, klepetamo in se počutimo dobro. Ampak v glavnem, ko pa nimamo tega hormona, ker ga nam pobere večji del stresni hormon, človek občuti slabo razpoloženje, poveča se mu notranji nemir in ta občutek na boj ali beg, počuti se utrujenega, zmanjša se želja po spolnosti, poveča se depresija, celo najhujše oblike, ko človeka pripeljejo v psihiatrično bolnico. Pomanjkanje serotonina je odgovorna za stanja, ko si človek iz glave ne more izbiti negativnih dogodkov in se ne more znebiti zastrašujočih misli. Se pravi, serotonin je nujno potreben za notranjo kemijo. Zdaj pa pogledajte, kako lahko vidite ali dobite več serotonina. Se pravi, prva stvar, več sonca. Mogoče že zjutraj sončni vzhod, sončni zahod zvečer. Da opazujete sonce, kako pride in kako zaide. Več sonca, ko enostavno dovolite, da vas obsije sončna svetloba. Potem naslednja stvar. Da se tvori več serotonina, že samo to, če se vi držite puklasto, sesuto, že to, ko se usedete pokončno, ko ste tako pokonci, se že proizvaja več serotonina. Potem hrana, ki spodbuja nivo serotonina, se pravi vse, kjer je triptofan, se pravi jajca, gobe, fižol, proso, ajda, meso, mlečni izdelki, se pravi povsod, kjer so beljakovine. Na ta način dobimo to ključno sestavino, da se dela hormon sreče. V šejkih noter imate tudi serotonin oziroma triptofan. No, potem naprej potrebujete omega-3 maščobno kislino, potem 20 minut gibanja na dan, večerni sprehod ali pa še boljš, po enem obroku greste na sprehod. 20 minut bo zadost. Potem naprej več spanja in če greste dovolj zgodaj spat, se v bistvu lažje umirite in predvsem zvečer nujno potrebujete ta triptofan. Zvečer morate jesti beljakovine, zato da lahko tvorite melatonin, spalni hormon, da sploh lahko zaspite. Potem pa naprej druženje s pozitivnimi ljudmi in nekaj tega, kar polni vašo dušo. Zdaj, ali je to glasba, ali je kakšen dogodek, ali je ples, ali je klepet, druženje s pozitivnimi ljudmi. In na ta način, ker se poveča nivo serotonina, se vi počutite boljš. Zdaj pa vrnemo se na začetek. Kako se lahko na podlagi serotonina, zdaj pa že ne znam reči. Se pravi, moram prebrati še enkrat, serotonin, tako. Kakšna povezava je serotonin in občutek varnosti? Direktna. Če vam ga manjka, imate avtomatično občutek, da se morate boriti ali pa da morate bežati. Se pravi, spet smo pri hrani, ampak še bolj pomembno, da pa ključne motivce, ki so pa čustva, odstranite. No, zdaj pa gremo na zdravilno molitev dekodiranja. Vem, da mnogi poslušate moj kanal, ampak niste naredili še ene meditacije, ne. Veste, kolikokrat kakšna gospa pokliče in jo vprašam, a pa si že vzela v roke kakšno mojo knjigo, pa reče ne.
se poslušam YouTube kanal. To je premalo. Res, da delim tukaj znanja, ampak dajte začeti delati sistematsko, čistiti podzavestne programe, preverjati podzavestne programe. Strah me je življenja, strah me je agresije, strah me je vojne. Kakor vas je strah, se tvori stresni hormon pa vpliva na to, da dejansko se ne morete umiriti. Direktno je povezan med sabo. Dajte začeti potem naprej zdravilno molitev dekodiranja. Se pravi, težavo, ki jo imaš, stvarnik, če je v skladu z božjimi zakoni ljubezni, naj se čistijo v vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane s strahom pred. In ustaviš noter svoj strah. Naj se vsi nivoji moje duše napolnijo zdravilno božjo svetlobo. In potem date roke v modro za novo moč, vdihnete skozi nos, izdihnete skozi usta, roke date na prsa in potem na vsaki točki, zdravilni točki, tukaj imamo 4 zdravilne točke, ponovite nekajkrat. Vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo in roke date takole v klunček. Se pravi, smerite v čakro 3. očesa, smerite potem v ščitnico, potem usmerite tukaj v 2 manjši točki, ki sta povezani z nadledvičnimi žlezami in tukaj v sence. Sence so pa povezane z epifizo in vnašate dobesedno zdravilno božjo svetlobo v tem centru, ki delujejo na delovanje celega telesa. No, potem pa naprej, date roke v položaj blagoslova in si predstavljate, da tukaj nastaja čarobna krogla in tukaj noter lahko date čisto vse, kar si zamislite. Slikate svojo srečno bodočnost in boste videli, vse se bo spremenilo. Pejmo na nekaj pozitivnih sporočil, potem bomo pa zaključili tale video. Da vidimo, za tole dušico, ki danes posluša tale video, kaj je zares pomembno, kaj je tisto, kar vam sporoča stvarstvo. Angeli so to, dovoljuj, da te vodijo nebesne sile, bodi v sebi mirna, sliši vodstvo, čas je za ljubezen do sebe, sebe začni postavljati na prvo mesto in več delovanja, več gibanja, naredi nekaj za sebe in bod do sebe bolj prijazna. Začni sebi govoriti lepe stvari, ne drugim, sebi. Začni sebi govoriti, faca si, dober ti gre, daj sebi povej, rada te imam. Sebe objem, pa reči, kako je lepo življenje, kako sem hvaležna za to, da lahko živim. Sebi. Povej sebi lepe stvari, zato ker ti si bitje svetlobe in ti si bitje, ki je poklicano, da nosi spremembe v to življenje. In ja, vsi ljudje, ki so okrog tebe, so ta pravi, ker ti pomagajo, da se lažje odločaš za sebe. Se pravi, ko se razdajaš, ko ne zmoreš več, ne, je to samo lekcija tvoje duše, da se boš lažje postavila za sebe in sebe postavila na prvo mesto. Dajmo pogledati naprej. Naslednjo sporočilo pa za tebe, da vidva. Zate je pomembno, spet si dobila uspeh. Vse, kar delaš, je namenjeno za uspeh. Boš uspela. Samo tako naprej. Zdaj ti predstavljajo stvari okrog tebe stres in imaš občutek, kot da žongliraš z vsem. Ampak, ko se boš ti začela postavljati na prvo mesto, ko boš razumela, boš šla, izstopila iz svoje kletke ven in boš videla, ja, Bog, ta ti pomaga. Vir, sonce, izvor. Ja, nič, življenje te hoče spraviti naprej. Nekaj zabušavati in nekaj narediti v tej smeri, da se tvoje življenje spremeni. Pa dobila si zaziranje vase in čas je, da začneš delati meditacije, da boš počistila te vzorce. Joj, ja vem, oklepanje preteklosti, varnosti,
Ja, jaz sem bila šampion glede tega. Toliko dobro mi je šlo, klepanje varnosti. No, veste, kdaj sem prvič začela govoriti o svojih čustvih? Ko sem prišla do zaključka, da lahko živim tudi brez tega stola. Pa ne tega, sem zamenjala stol, pa mizo, pa še kaj. Pa kraj. Ampak prvič sem začela govoriti o svojih čustvih, ko sem prišla do zaključka, da je samo življenje in da nič ne nesem s sabo. Nič. Da enostavno je vse prav. In da se učim govoriti svojo resnico, brez da me je strah, kako bo nekdo odreagiral. Ja, priznam, rabila sem takrat po moje pol litra vina, ampak sem začela govoriti. To ne govorim, da se ga napijete, zato da boste začeli govoriti, ampak to so bile moji koraki. In vem, da mi je bilo zelo težko, ta strah pred agresijo drugih ljudi mi je bil grozen. Strah, da bom nekoga prizadela svojo resnico. In poglejte, te programi, strah, da bom nekoga prizadela svojo resnico, so odlična podlaga, da zboliš z avtoimuno boleznijo, kot je rak, depresija, demenca, sladkorna bolezen, srčno-žilna obolenja, težave s pljuči, s sklepi, s prebavo, s kožo. Ja. To je prav to, da ja ne bom koga prizadela, sebe prizadeneš. No, ta novo knjigo, ki so zdaj prednaročila, dejansko so noter nasveti za ljudi, ki so že pridelali bolezen, kot je rak, demenca, depresija, sladkorna bolezen tipa 2, srčno-žilna obolenja od holesterola, pritiska, trigliceridov, težave z dihanjem, od astme do vnetja pljuč, artritis, prebavne težave, vnetje želodca, težave z luskavico. Dejansko so tukaj programi in čustva, ki se želijo izraziti. Zdaj mogoče rečete, pa jaz imam, ne vem, prirojeno luskavico. Ja, to je, a veste, iz preteklega življenja. Marsikaj je tam, po večini vse je tam. In mi na zahodni polobli imamo veliko težavo, ker dejansko večji del ljudi ne priznava pretekla življenja. Se jim zdi to nek bav. In je tukaj velika težava, ker v bistvu vzhodna kultura jim je normalno, da so pretekla življenja. Za nas je pa to ne obstaja. Ampak preko sprejmeš, da smo vsi že živeli in da predelujemo neke lekcije, lažje je in tudi širše razumevanje, in potem, ko to začneš ozaveščati, kakšne lekcije predeluješ z ljudmi, se začnejo vse stvari okrog tebe enostavno spreminjati. Ja, živimo res v tem življenju. Odtis vsega iz preteklega življenja imamo tukaj v tem življenju. Ampak včasih pa rabimo nekaj za razumevanje, zakaj se meni to dogaja, kar se mi dogaja. No, to je to. Tako da to je to za danes, uživajte in kmalu se vidimo v novem videu.